Torej, lep pozdrav v imenu Gibanice, po imenu mreže sodobnega plesa. To je že drugi posvet na Gibanici in včerajšnji je bil res tak zelo naporen, resen, dolg, tudi pa mogoče tudi potrebno še nekaj dodatnih razmislekov, da ene stvari bomo včerajšnji glede še do danes potegnali. Ogromno je enih tem, ki se jih je nabrali v okviru razmisleka o slovenskem sodobnem plesu. Institucionalizacija ni edini. Je seveda zelo pomembno in včeraj se ogromno enih tem odprl. Zaprle se še niso, kar je prilika še dodatne razmisleke in še delati, ker se institucionalizacija dejansko zgodi. Če je institucionalizacija pomembna kot ena točka slovenskega sodobnega plesa, kjer se vzpostavljajo neke javne strukture, kjer država vendar da ne priznanje, ampak omogoči drugačno obliko dela, ki je obstajala do zdaj, je mogoče mreža bolj moment povezovanja scene in tega, da pokažemo lastno iniciativo oziroma da sami poskušamo doseči te stvari in da tudi kot skupnost mogoče delujemo z enimi pritiski ali pa z enim dialogom na strukture odločanja. Mreža zdaj deluje že od decembra, imamo 4 partnerje. Danes pa bi predvsem odprli razmisleke v zvezi z mrežo. Mi smo ene cilje definirali, tudi ene aktivnosti, kaj se želimo početi. Stvari so deloma zakoličene, deloma so pa še vse zelo odprte. Premislek o slovenskem sodobnem plesu bo seveda temeljil deloma na decentralizaciji sodobnega plesa. Letošnja Gibanica je super primer, da se pač vse dogajajo v Ljubljani, ne samo da je Gibanica tu, ampak tudi vseh 14 predstav, ki so v programu, je ljubljanskih v bistvu in so se igrali večinoma samo v Ljubljani. Tudi predstave, ki so že imeli neko naravno življenje in so gostovale, da so zelo redko prišle do Maribora, kam drugam pa že skoraj ne več v Sloveniji. Tako da te 2 leti, za kateri je mreža dobila financiranje Ministrstva za javno upravo oziroma Evropskega socialnega sklada, sta na nek način namenjeni vzpostavljanje mreže po Sloveniji, tudi gostovalne mreže, mogoče pa tudi razmisliti o redefiniciji same Gibanice. Letos smo za enkrat kar zadovoljni z Gibanico, v bistvu predstave dober, tako strani tujih selektorjev, kot strani domačega občinstva, ampak vseeno, če si prizadevamo za malo drugačne cilje, mogoče ta forma ni več ustrezna. Tako da na koncu bomo mogoče tudi stali par predlogov, kaj smo mi razmišljali o tem, kakšna bi Gibanica mogla biti leta 2013 in vas bomo povabili seveda k dejanju predlogov oziroma komentarja. Današnji dan smo se zamislili tako, da sicer bolj pijemo kavo, se pogovarjamo o mreži. Struktura današnjega srečanja bo pa naslednja. Najprej bi prosila Roka, če pove mogoče en par takih nevralgičnih točk sedanjega sodobnega plesa oziroma enih ocen stanja, kot smo jih mi zaznali in na podlagi katerih smo tudi delali danes naprej. Potem bomo z partnerji pretresli aktivnosti, ki so že do zdaj začrtane, stvari, ki so se že začele dogajati in ki so planirane za prihodnje 2 leti. Potem pa mogoče še en širši razmislek o Gibanici sami in tudi o drugih temah, ki so se odprle, recimo mogoče tudi o prostorih za sodobni ples v Sloveniji in tudi v samem Ljubljani. Ko smo včeraj videli, prostorov je vedno več, niso zelo profilirani, nekateri trdijo, da jih še vedno primanjkuje, če smo slišali tudi mnenje, da recimo ne primanjkuje prostorov za predstave, ampak za vaje, da mogoče pretresimo. Tako da najbolj je nekaj gospod. Me gospodina, pač kako še nekako bi dali. Mogoče se pravi, ko smo se začeli pogovarjati, ko smo dobili pač mandat za pač to Gibanico 2011, prej smo tam na gora, ko smo se na teh prvih sessionih nekako dobivali, smo ugotovili, pač ena od prvih ugotovitev je bila ta pač, da je nekako sodobni ples
bi temu rekel, da je ta vidni del slovenskega sodobnega plesa vezan na Ljubljano. Vemo pa tak iz nekih, rekel, tudi zgodovinskih dejstev, da pač se sodobni ples v resnici ni vedno odvijal samo v Ljubljani. Ena od, bi rekel, zelo pomembnih, oziroma en od zelo pomembnih momentov, naprimer v 70-ih letih, ko se je neka profesionalna produkcija oziroma ko se je neka plesna produkcija izven izobraževalnih sistemov začela vzpostavljati, je bil plesni forum, oziroma plesni teatr Celje, leta 1975, dan Zlatar Frej tam ustanovil ta plesni teatr z Gogo Stefanovič Erjavcem, ostalimi akterji takrat v Celju. Malo bolj pa mislim, da stvari delujejo tudi nekako od 70-ih let, če jaz prav vem, s tem, da je ta del, recimo mariborske plesne, bi rekel, zgodovine nam razmeroma, bi rekel, ne zna. Zdaj, v zadnjih 20 letih je bilo nekaj poskusov, da se bi vzpostavile neke vrste gostovalne mreže, ki pa nobeden ni bil uspešen. In mi smo nekako takrat, ko smo se pogovarjali, odločili, da je treba pravzaprav slovenski sodobni ples ukrepiti s tem, da se predstave distribuirajo po v bistvu širšem kulturnem prostoru. Prvič se s tem zagotovi seveda večjo število ponovitev, drugič je zaposljivost umetnikov, s tem večja, seveda je pa to povezano z neko vzgojo, ne vzgojo, pridobivanje novih občinstv, ki pa so, kar se je v zadnjih letih, naprimer v Murski Soboti pri Faričevem festivalu Fronta izkazal, da je on praktično po 3 festivalskih ali pa 4 edicijah ima on polne dvorane konca avgusta v Murski Soboti. Se pravi, da je ta argument, da je občinstvo nekože pridobiti v resnici neresničen in na nek način izgovor, da ne treba nič narediti. In se pravi, takrat, ko smo se začeli pogovarjati, smo nekako rekli, da bi mogoče naš umetniški odbor, kakorkoli, pravzaprav se bolj kot na to pač platformo, ki se v resnici tudi zdaj dogaja v takšnem formatu, kot je bil več nam zastavljen od leta 2003, da bi poleg pač tega ukrepili slovenski sodobni ples, bi rekel, z neko cirkulacijo po državi. Recimo, ena zanimiva stvar je, ki je tudi sodobno plesni ustvarjalci, ki delajo v Ljubljani, ki bi temu rekel, ki se premalo mogoče zavedajo, je ta, da je Neja Kos na JSTD od leta 77 dela na vzpostavitvi neke, bi rekel, pedagoške sodobne plesne mreže in da obstaja po Sloveniji neverjetno veliko število pedagogov oziroma nekih, bi rekel, izobraževalnih kolektivov oziroma nekih pač okolij, kjer se rekrutirajo plesalci, ki kasneje pač nekoč pristanejo na Ljubljani ali pa recimo v Mariboru. In ta v bistvu mreža, ki se pač od leta 77 krepila, ni mogoče, kdo ne spremlja teh izobraževalnih programov, za katere zdaj ni nameško skrbi, potem, ko se Neja Kos upokojila, da si ne more predstavljati, kak številčno je v resnici to. To pomeni v bistvu letno, jaz mislim, da nastane okrog, bi rekel, okrog 100 ali pa čez 100 več. Okrog 1000 pesnih točkov. Aha, se pravi, no. Vsak kraj v Sloveniji ima svojo pesno. Aha, no, to se pravi. Ja, no, selekcija na koncu pristane, recimo tam gre od 100 na vzdolj, pač da se nekako, to so razne tekmovanja, sreča in tako naprej. In to je neki, v resnici, kako bi rekel, ta faktor
je naredil sodobni ples v zadnjih 90 let. To se mislim, v bistvu tega ne zavedamo. Mislimo, da ljudje kaj vznikajo od nekoga. V bistvu to je, rekel, naša sodobna plesna baza. Naši partneri, recimo v mreži, Plesna izma Maribor, ne vem, kot 20 leta že več skrbi za pač letno izobraževanje, na tem področju, recimo, to je eden od teh primerov, v Kranju, Kilenium, Kranj, Saša Novčar, zdaj pač nekaj let perfektno dela z mladimi plesalci, konstantno prihajajo pač iz tega okolja, zelo talentirani mladi plesalci in koreografi. In iz tega okolja v resnici, recimo, ne vem, Matej Kežar je recimo prišel to, Andrej Rauch je prišel to, pol so pa zdaj še kupili teh mladih, Vita Osojnik, pol so zdaj ti mladi na pohodu, hoče reči, to je že neka plesna, bi rekel, pedagoška plesna mreža, ki je neka baza za slovenski sodobni ples. In bi rekel, se pravi, recimo, ko bomo enkrat razmišljali tudi o tem, kak delati občinstva, to so tudi naša občinstva, te familije s temi otroci, ki se mladimi, ki v bistvu se nekako zanujejo za sodobni ples, to bo naša publika. Kaj bo še vprašanje? Kaj se mogoče... Mislim, to bi podaril, se pravi, ko smo začeli o tem razmišljati, spet nismo stvari, kako bi rekel, nismo mi prvi, ko smo se karkoli od tega spomnili. V bistvu pri nas se dogaja to, da so ideje 20 let v zraku, pa se pač nekdo odloči, pač da jih treba povedati pač naprej. Tak je navadno po vseh stvari. Zdaj, ta baza, mogoče sem pojasnila, ko velike, še mi sami se malo vimo, pa zdaj čist neke formalnosti, kako je mreža organizirana, kaj je v bistvu dela, kako je ustanovljena. Gibanica kot platforma je letos prvič doma pri Stanovskem društvu, Društvu za sodobni ples Slovenije. In eden izmed ciljev prenosa temu društvu je tudi, da se društvo, ki je bilo prejšnje leta, kar je bila vlada, mislim, da zato predvsem mrtvo, neaktivno, da se vzpostavi res kot neka stanovska organizacija in ki bo skrbela načeloma kasneje za vse te stvari, za katere se zdaj mreža prizadeva. Mreža sama pa ima partnerje Plesno izmo Maribor, Fičo Balet, ki je pač formalni nosilec dogajanja v Ljubljani, zato ker društvo ni bilo sposobno niti finančno prevzeti, niti referenčno prevzeti tega projekta, ker so bili zelo strogi pogoji. In po Gorenju iz Kranja sodelujemo pa tudi z društvom za sodobni ples in pa z asociacijo. Projekt je dvoletni, polno ga financira Ministrstvo za upravo preko evropskih socialnih skladov. To je eden izmed evropskega denarja, ki ga nacionalne države same razdeljujejo. Cilj pa je krepitev civilne družbe. Razpis je dejansko narejen za organizacije oziroma za mreže, ki grejo od gasilskih društev, lovskih društev, pevskih zborov, ljubiteljske kulture, dediščine, skratka vseh oblik civilnih združenj. In v okviru tega razpisa sta bila odobrena samo 2 kulturna projekta. Ena izmed njih je Gibanica. Mogoče zelo pomembno poudariti in se mi zdi, da sploh po tem, kar se je zgodilo v asociaciji, mogoče se moramo neprestano ponavljati, da je ta denar za 2 leti. In da bo 2 leti najbrž ne bo več. In tudi eden izmed ciljev ministrstva pri financiranju tega je, da se mreža čez nekaj časa vzpostavi kot neka samovzdržna organizacija ali formacija. Torej, da po 2 leti so neki mehanizmi tako daleč vzpostavljeni, da funkcionirajo tako rekoč samo od sebe. To je kar velik načrtno, se mi zdi vsaj ene stvari bile izvedljive. Zdaj jaz bom zgoraj šla malo poskusila iti manj čez aktivnosti.
Te razpisi so zelo strogi, ampak imajo pa neko dobro stran, da je treba naprej zelo natančno razmisliti o aktivnosti. Zdaj, en sklop te aktivnosti se osredotoča na borbo za boljše razmere, torej na neke zakonodajne predloge, pobude, na komuniciranje z resornim ministrstvom, na pripravo nekih skupnih akcij. Ja, v bistvu res je. Brez tega pa vlati naš nabudač. Pač pa smo med leti nekaj probavali pa vkavci. Sprav naša naloga je, da v teh letih vzpostavimo nek mehanizem na nivoju zakonodaje, ki bi potem omogočil dolgoročno življenje te mreže. Sistemski poriv. Tudi včeraj bi že nekako na tem svetu bil že v teh momentah, tako da tiste so vse povezane v zadnje. Treba samo pač fajn zelo široko na njih gledati in izkoristiti neke rešitve. Se pravi, naša naloga v teh letih pripravimo teren, pripravimo materijale, zakonodaje, pobude, najdemo ljudi po Sloveniji, ki hočejo delati skupaj v sektorju, nevladnem sektorju, tudi davnega kolesa, javnimi zavodi, državnimi ustanovami, privatfinancerji, mediji in tako naprej. In spostaviti neko novo partnerstvo, neki novi pravilami, neki novi principi in potem 2014 temu dihati to življenje. In potem bo trebali 5 let vidimo, aj to ali to vidimo. Gre za nek poskus. To ne pomeni, da mi zdaj že smo, še nismo. Mi smo danes v prvem štartu. Imamo časa, pač zdaj naprej smo pač prizadevali, da potegnemo s tem učevalce, pisarce, fotografe, profesore, direktorje, učevalce. Drug sklop dejavnosti oziroma aktivnosti se pa zelo osredotoča na izobraževanje. Kot en ključni moment tega, da se pač capacity building, da bi se zato se tudi ne osredotočamo na plesno izobraževanje, ampak predvsem na izobraževanje kadra, ki dela v managementu, v promociji. Ja, v bistvu res je. Brez tega pa vlati naš nabudač. Pač pa smo med leti nekaj probavali pa v koncu. Sprav naša naloga je, da v teh 2 letih vzpostavimo nek mehanizem na nivoju zakonodaje, ki bi potem omogočil dolgoročno življenje te mreže. Za sistemski poriv. Tudi včeraj bi že nekako na tem svetu bil že v teh momentov, tako da tiste so vse povezane med sabo. Treba samo pač fajn zelo široko na njih gledati in poiskati neke rešitve. Se pravi, naša naloga v teh 2 letih pripravimo teren, pripravimo materijale, zakonodaje, pobude, najdemo ljudi po Sloveniji, ki hočejo delati skupaj v sektorju, nevladnem sektorju, tudi davnega kolesa, javnimi zavodi, državnimi ustanovami, privatfinancerji, mediji in tako naprej. Vzpostaviti neko novo partnerstvo, neki novi pravilami, neki novi principi in potem 2014 temu dihati neko življenje. In potem bo trebali 5 let vidimo, aj to ali to ni to. Gre za nek poskus. To ne pomeni, da mi zdaj že smo, še nismo. Mi smo danes v prvem štartu. Imamo časa, pač zdaj naprej smo pač prizadevali, da potegnemo s ljudi, učevalce, pisarce, fotografe, profesore, direktorje, učevalce. Drug sklop dejavnosti oziroma aktivnosti se pa zelo osredotoča na izobraževanje, kot en ključni moment tega, da se pač capacity building, da bi se zato se tudi ne osredotočamo na plesno izobraževanje, ampak predvsem na izobraževanje kadra, ki dela v managementu. Ja, sej, kot je bilo rečen, vsak koreograf v svojem dževu. Se pravi, koreograf je to, ki je nevladna organizacija. Se pravi, če je to pač igra, ki se je to država borila, pač moramo to organizacijo zbiti, s pravim kadrom. Pomeni, da najdemo ljudi, ki hoče delati v menedžmentu, produkciji, PR-ju, administraciji in ki skupaj potem nekako znotraj neke mreže birajo ta most naprej.
Vsi pa se pozvedamo, da je pač tega kvaliteta sodobnega plesa, postprodukcijo, gostovanje, nivo izobraževanja, promocijo v družbi. Tretji večji sklop pa se osredotoča tudi na raziskavo, na neko bazo mapiranja stanja in iskanja rešitev glede na obstoječe stanje. Ja, zdaj, stav smo že dve raziskavi, ki ste že začeli nekako, se mi zdi, oziroma začete podeliti, kot je tradice. Prva raziskava je mapiranje trenutnega stanja, to pomeni, kaj stvari obstaja. V mojih ocenah je več na 170 kulturnih domov, tega je 160 praznih, oziroma nekje ždijo, v nekih mestnih veseh in tako naprej, in so nekaj na plačah in tako naprej, in to je neki javni sektor. Obstaja bolj nekih prostorov, ki je primerno za rezidence, treba poiskati javne zavode z direktorji, ki so dosti široki za nek korak naprej, k svetu dobrega plesa. To je zapravo eno raziskava, se je zadotočena na Sloveniji, prav na skeniranje realnih, kar pač imamo. Druga raziskava je pa zvedno tujino, ki je prišla pač prvo je ta pregled materijale, internet, osebni kontakt, druga je pa kupiti tasno karto nit ljudem, ki so spostavili že mreže v preteklosti, belgijske in nizozemske mreže. Zdaj je zanimiva mreža v Quebecu, v NGO je poteka zelo zanimivo. Potem je francoska mreža Onda, ki poteka bolj na institucionalne ravni, so švedska neka mreža, ki je začela svoje slabosti. Glavno so neke mreže, ki že obstajajo po Evropi zahodni, tudi se Kanada. In pač tako je tja, ljudje, ki so se pozamislili in se tudi jih vprašati, kako to deluje slabosti, potencijali, nekaj naletava, in z tega potem ven, kaj recimo, kaj bi lahko iz tega pobral za nas in kaj recimo nas čaka problem, če se tega lotimo. In smo s te raziskave potem nekako pogledati realno stanje v Sloveniji in probati najti te mehanizme in da predlagati ministrstvo, občina, tudi privatno mislim. Zdaj, aktivnosti se pa osredotočajo tudi na širjenje članstva ob prijavi. Se mi zdi, da prijava je pokazala nevredno podporo scene in tudi tak konsens. Naprimer, podporna pisma je napisala več kot 20 organizacij, poleg teh, ki so se prijavljale. Večina ljubljanske scene, ampak tudi organizacije, recimo iz Kopra, Kranja, Novega mesta, Murske Sobote, Maribora, ampak vseeno se nam zdi, da to ni vse. Mreže se še še. Ja, mislim, da je prvi cilj, da povežemo med sabo organizacijo Ljubljane. Ti otoke, ki pač živijo en poleg družbe, ne pač treba, prvo smo čezali, kako ste začeti s tem nekim višjim cilom, ki je za vse enako. Treba samo nekako skladiti, kje je ta common ground. To potem seveda cilj tega projekta je decentralizacija. Poiskati ljudi, ki so na svojem Ljubljani, ki delajo na tem področju, ki se želijo nekaj narediti. Vse skrb nekako, težko utopija. Vse skrb nekako spraviti nek projekt, ki bi silil svoj potencial in osebnostni in finančni. Zdaj pa jaz sem še Petra Prosla, kot predstavnica plesne izve Maribor, ki je eden od partnerjev, pove mogoče neko svojo vizijo delovanja oziroma stališče iz že decentralizirane plesne scene. Ja, jaz bi v bistvu rekla, da plesna izba kot partner te mreže, da večinoma bo si prizadevala spostaviti neko možnosti delovanja na področju sodobnega plesa v Štajerski regiji in v Mariboru in v navezavi z raziskavo, ki se bo delala kot v bistvu namen raziskave te, ki jo bom tudi jaz izvajala, je spostaviti postprodukcijsko mrežo, torej narediti en scanning vseh teh organizacij, kulturnih domov, javnih zavodov, ki so po Sloveniji in bi v bistvu bili pripravljeni mogoče programirati v svoj program, postoječ program tudi
poriniti kako sodobno plesno predstavo. Ne? To mogoče bolj tudi lahko v navezavi z gibanico, ampak to je še vse v povolji. Plesna izba pa bo v bistvu probala znotraj tudi v Mariboru in se povezati mogoče tudi z Ptujem in z Mursko Soboto, v bistvu vzpostaviti dialog z obstoječimi organizacijami, torej s temi, kot tudi recimo plesna izba že sodeluje, to je SNG, Narodni dom, Pekarna, ker v Mariboru, verjetno veste, da se spostavljajo neke infrastrukturne stvari, ampak še vedno v bistvu se pa tudi dosti stvari ne ve, ampak kot plesna izba bo pač probala biti nek sogovorec z temi akterji in se pač skušati probati plesni, sodobni ples vključiti tudi v ostale programiranje ostalih obstoječih organizacij. Zdaj, kolegom smo slišali, da je neverjetna baza novih kadrov, predvsem plesnih, ampak izvaja tudi tvojo produkcijo, ne? Da ima tudi nekaj širše cilje, kot samo vzgajanje plesnice. Ja, kot Kilenium Kran je pač plesno društvo, ki obstaja zdaj 10 let in pač kot ostale nevladne organizacije, tudi kot Kilenium svoje probleme v svoji dejavnosti. Ta glavni problem so seveda klubski prostori, oziroma prostori za samo vadbo plesalcev, ker kot Kilenium je okrog 150 plesalcev, od tega je večji del mlajše generacije. In pač prostori za vadbo so potem najeti gasilski domovi, najeti telovadnice, šolskih dvoran, tako naprej. Pač sami verjetno poznamo te stvari, pač eden od osnovnih ciljev je, da bi se v Kranju, ne samo za potrebe Hude Kilenium, ampak tudi ostalih nevladnih organizacij, mogoče v sklopu nekega bodočega mladinskega centra vzpostavil prostor, ki bi pač omogočal lažjo in cenejšo dejavnost. Zdaj, kot Kilenium, kot partner mreže sodobnega plesa, se pa vidi skozi to, da bo pač po svoje moči sodeloval v organizaciji raznih dogodkov, napredkov, lobiranja, vseh stvari, najprej na svojem lokalnem področju in potem pa tudi širše. Zdaj, mogoče bi želeli izpostavljati na tako stvar, ko se je ta skupina se naprej že pogovarjala. Ena od stvari, ki ne bi se v naslednjih 2 let izvajala, je ta karavana sodobnega plesa, kjer smo si nekako za cilj zadali, da bi poleg Ljubljane obiskali več teh slovenskih mest, se povezali tam z nevladnimi organizaciji, ni nujno, da smo sodobno plesnimi in pač na nekem 2-3-dnevnem manjšem festivalčku, da temu tako rečem, predstavili neke predstave sodobno plesne in zraven vključili ure izobraževanja, posvete in take stvari. In pač jaz osebno mislim, da je to tak dober pristop, da bi pač tudi v mestih izven Ljubljane mečkaj rešili ta obzore same dejavnosti. Zaenkrat smo nisem na tistih lokalnih navovih, ki se izključno s tem. Vse te aktivnosti in tudi cilj mreže znijo zelo abstraktno, ampak smo vse razmišljali tudi bolj konkretni cilj mreže. Če bi vse te aktivnosti prevedli v neko vizijo, kaj se želimo videti čez 2 leti, ali pa nekaj več let, ampak se čez 2 leti vse začne, Rok ima eno super slikovito, da se slovenski sodobni plesalci napišejo v križanke. Ja, pač, ko smo se pogovarjali o vidnosti in prepoznavnosti sodobnega plesa, sem jaz rekel, da bi bil cilj, recimo ta, da poprečno izobražen Slovenc znal križanki spomniti kakega koreografa ali pa plesalca. Zato, ker v bistvu v tem trenutku mislim, da je bil to problem. Tudi s temi, ki so najbolj nekako ne bi bili prepoznavni, oziroma mi poznamo, moje tete pa strici seveda pojmo, kdo bi bil Risto Kovače, pa ne vem, mislim, ki je, In to je od ciljno, se pravi, prav, ko
ko smo začenjali, se pravi s to novo gibanico, smo rekli, da se mora vidnost in prepoznavnost sodobnega plesa v Sloveniji povečati. In smo mogli si izmisliti nekaj zelo slikovite zadeve, in to je ena izmed njih. Predvsem pa, mogoče imate to številke po vrednotih, ne? Ja. Potem, ko se vzvarjamo super povredu decentralizacije, recimo konkretni cilj bi bil, da po 2 leti vsaj 10 predstav, recimo za okroži po Sloveniji. Potem en konkretni cilj bi bil tudi, da te predstave, ki okrožijo po Sloveniji, da vsaj 3 niso izgledali. Ja, tako. Ja, in mi smo rekli tak, da bi radi v bistvu povečali, mi smo tam neki rekli pač, da bi radi povečali število ponovitev s to mrežo, tam okoli med 10 in 15. Te se pravi neke produkcije, ki je pač kvalitetna. Zdaj je porečno število ponovitev. Ja, tako. To. Predvsem pa, mogoče kot cilj tudi, to izhaja še iz včerajšnje debate, da smo se pač pogovarjali o včerajšnjem posvetu. Te debate so ponavadi zelo fokusirane na umetnike, na stane umetnikov, umetniške produkcije, to je seveda bistvo vsega tega. Ampak, ker pa je vendarle del te ekipe, tudi iz produkcijskega sveta, se nam seveda zdi jasno servis, ampak treba se pogovarjati tudi o drugih stvareh. Kaj nam pomaga karavanom v Sloveniji, če pogledamo županov? Treba je vzgojiti občinstvo, treba je vzgojiti ljudi, ki bojo znali delati predstave, ki bojo znali delati mednarodna gostovanja, ki bojo nekako povezani mednarodno in lokalno, in ljudi, ki bojo znali nekako voditi dialog in z lokalnimi oblastmi in z državo, recimo jaz sem primer povem. Trenutno kulturna prestolnica Maribor ima obširen nabor že izbranih projektov in še ostalih projektov. In recimo kot velik problem se je izpostavilo, da ogromno produkcijskih hiš oziroma kulturnih društv zavodov v Mariboru ima problem z zelo enostavnimi stvarmi, kot so izpolnjevanje obrazcev ali pa nekih takih čistih formalnosti. In se nam zdi, da je tudi priložnost za vzgajanje producenskega kadra, da se izobrazi stavljene kompetentno. Ja, mi smo nekako od teh, ko smo izpolnjevali to nekako prijavo, smo imeli seveda pač recimo nekako, smo se vzeli čas, da smo razdelali približno, oziroma tudi anticipirali, pa s partnerji predebatirali, katere so ta znanja, ki jih oni rabijo. V bistvu, kar bi nekako mi radi naredili, je seveda usposobili bazo, produkcijsko bazo, ki bo sposobna servisirati vso to produkcijo, ki morajo pač zacirkulira v Sloveniji. Mi smo, ne vem, zdaj jaz na pamet ne vem, katere sklope smo razdelili, ampak lahko te naše, kako temo rekel, dejavnosti oziroma delavnice, mislim, da so produkcijske, tehnične, PR-ovske oziroma promocijske, seveda pa audience building je zelo pomembna, pa seveda pol v sklopu tega, ko je seveda delavnice, ki se bojo dotikali tudi nekih estetskih zadev v historičnem smislu oziroma bi rekel, recimo, ki se bojo ukvarjali z vprašanjem, kot ga enkrat Temker oziroma Janez Janša imel naslov neke delavnice, kako približati sodobni ples svoje stare name. Glavno pa se pravi, kako na nek način ljudem približati to hermetično umetnost, kot je sodobni ples. Mislim, zdaj to še malo težko. Prvič, sva staromamo minuto vpraša po Iztoku Kovaču, pa kako približati sodobni ples. Zgrešili ste že pri vprašanju. Tvoja staromama bo zelo dobro vedela, če boš vprašal, kaj je to izrazni ples. Skozi to šolo šlo 6000 plesalcev in prosim, pozabite, da je to baza, čeprav obstajamo od leta 1927. Skupina starih mam je aktivna od leta 1958, tudi še danes in celo nastopa. Torej, dajte se vi malo fokusirati v letnicah, kaj se je kdaj kaj zgodilo. Sodobni ples ni od danes ali od včeraj. Potem zanimivo, da popolnoma nič ne vemo. No, ja, bo treba kaj prebrati. Imate tudi film narejen, na televiziji je bil lansko leto prizorjen primerno.
Pa ga očitno tudi niste gledali, ker niste šteli to svojo stroko. Prosim, ne, prosim, dajte me. Ne, mislim, lahko sem še nekaj. Prej sem ustanovila šola za sodobni ples, srednja. Smo se na zavodu za šolstvo zmenili, da ne bo termin izrazni ples za vse, ampak da bo termin sodobni ples. Zaveda se pa niso tega, da so izgubili publiko in da so izgubili prepoznavnost. In to morate vzpostaviti na novo, če se greste na novo. Sej, mogoče, če lahko govorim, govorimo o starih mamah in o prepoznavnosti, to ni bilo mišljenje slabšalno, kot bi naše babice, ki je zamudile, ampak je bilo mišljenje kot slikovita metafora, da vendar, da se pa strinjamo, da sodobni ples nima veliko občinstva in da je to ena izmed aktivnosti, s tem bi se moramo veliko ukvarjati. Ne, na loviteljski način, ne, s čemer se je treba ukvarjati, ker realnost pa je ta, da večina predstav nima zelo veliko publike, ne? No, a ste slišali, sem vam povedala o prepoznavnosti. Upam, da ste to slišali. Zdaj vam pa še eno stvar povem, ker se mi zdi, da je strašno pomembna ravno v tem zdaj izpraševanih in preizpraševanih. Če jaz, kot predsednica Studija za svobodni ples, ustanovljenega leta 1973, grem v inštitucijo, kot je PTL, in prosim, da mi za mojo predstavo, ljubiteljsko, nivo pač je drug kriterij, oddajo dvorano za eno popoldne. Jaz plačam 400 €. Za teh 400 €, da plačam dvorano, mislim, to je zdaj, naprimer, ne, 400 €. Sem jaz kandidirala na JSKD za svoj projekt, ki bo vreden 1200 €, dobila sem 300 €, dvorano plačam 400, že pod pogojimi takmi, da moram pol dati sama zraven, ob tem, da vse sama naredim, prostovoljno in zato nisem plačana. Potem pa v roku čez en mesec pa dobim ponudbo od ta istega PTL, da pa oni meni ponudijo predstavo za 400 €, njihovo profesionalno. Jaz vam nekaj drugo odgovoriti, kot to, da se strinjamo, da so pogoji za te predstave in se trudimo, da bi jih izboljšali. Če jaz plačam samo prostor toliko, kakor oni zračunajo svojo predstavo postavljeno na oder, jaz nimam nobenega interesa, da bom jaz moje peljala tja na predstave, me to več ne zanima. Kot tisti ljubitelj, ki imam dostop do tistih ljudi, ki so zainteresirani za ples in so njihova potencijalna publika. Jaz grem gledati od tega naprej, pa mi ne pri nič. Pa se tukaj tudi malo zamislite, koliko je ura. Gospa Vidmar, jaz bi vas samo prosil, včeraj ste videli, kaj se je dogajalo tam na pogovoru za institucionalizacijo sodobnega plesa. Vidim, konstantno lamentiramo in tega imamo malo v bistvu dost. Konstantno jamramo že leta in leta. Ne. Tole je v bistvu nek poskus, da se stvari premaknejo. Jaz sem malo pokazala zdaj zelo očitno en par takih točk, na katerih bi se moralo kaj premakniti. Če ne pa spet samo govorimo, če tega nočete videti. In bomo upoštevali in jih imamo že, v bistvu, zato ko so to problemi, s katerimi se v bistvu vse ne vlada. Jaz bi še se navezala na Jocota, ki je prej začel s karavanom. Eden izmed razmislekov je, da po 2 letih, torej za naslednjo gibanico zastavljamo v skladu z cilji, za kateri si prizadevamo. Karavana je eno izmed predlogov, da bi gibanica potovala po slovenskih mestih, da bi poskušala najti nova občinstva še izven Ljubljane, da bi pa seveda obdržali ta element tujih selektorjev oziroma programerjev, ki pridejo v gibanico. In bi mogoče to bil en tak tudi lušen primer povezovanja, ki bi vendar imeli neko turistično izkušnjo ali pa malo širšo izkušnjo Slovenije, kot sem obisk Ljubljane. Zdaj pa načeljamo odpirati. Prej sem pa še rekel, da bomo konkretni cilje. Poleg tega ste našteli, je en konkretni cilj, da bomo do 2013 spostavili vsaj 10 partnerstv med zavodi oziroma ustanovami, ki bodo aktivno programirali predstav sodobnega plesa. Iskali bodo
kombinacija javnih zavodov, NGO, izobraževalnih ustanov, prosto pravzaprav 10 mest. Ta cilj je dosti ambiciozen, ker hočemo imeti 10 mest, v 2 letih. Tako da smo se prvi visoko zastavili, da če prijemo vsaj po 5, ki bo funkcionirali, bo malo veseli. Zdaj pa odpiram za vprašanje. No, jaz ne pomočem, da ravno na soveznice, ker za 4 leta tam delam in recimo jaz se kada je izrazito prejšnja ustanova, organizacija. Ima 58 izpostav v celi Sloveniji in centralo, kjer smo pač svetovalec za vsako umetniško področje. In to ne velja za izključno za ples, ampak jaz sem zagovorila na primeru plesa, sicer pa velja to za vsa področja. Mi imamo potem, kako so rekla, več kot 1000 plesnih miniatur, ker imamo sistem organiziran tako, da je skoraj vsaki od teh izpostav plesna revija. Na plesni reviji se predstavijo pač iz tistega območja otroške in mladinske plesne skupine, včasih so tukaj kakšne starejše, ampak to je zelo redko. Potem pa imamo regijskega selektorja, ki si ogleda vse revije določene regije. Pomemben del njegovega ogleda je tudi razgovor z vsemi mentorji, s temi učitelji, ki so pripravili te otroke in mlade za ples, da se z njimi pogovori in da nek feedback, torej neka taka izobraževalna ura do 2, tega selektorja, profesionalnega plesalca in koreografa z temi učitelji. Potem on po ogledu vseh območnih plesnih revij naredi program za regijsko plesno revijo. Torej, to imamo zdaj 6 regije 10, ampak so določene združene, tako da je v bistvu na koncu 6 regijskih revij, ki si jih vse ogleda državni selektor za ples. Torej, postopek se na način ponovi, državni selektor si ogleda vse teh 6 regijskih revij, ki so včasih tudi sestavljeni iz več programov, odvisno od posamezne regije, kjer je veliko kvalitetnega programa, se organizira tudi recimo otroška mladinska regijska plesna revija. Torej, državni selektor pa potem izbere spet plesne točke, otroške za festival Pika Miga v Velenju in mladinske in odrasle za Živa festival predstavstva mladih. Torej, se rešila sem, me kar naenkrat prešino, mislim, da na en način ena mrežna struktura obstaja, da ne bote recimo skoraj na novo ne začnejo. Sem razmišljala, da mogoče se te območne plesne revije dalo tako organizirati neke dneve ali pa vikende plesa, kjer bi se pač znotraj teh revij recimo ponudila še profesionalna plesna produkcija, recimo. To je čista en bil preblisk. Res pa je, kar me pa vedno skrbelo, ker na teh območjih se res še ne trudimo sploh te učitelje in mentorje in približati ustvarjalni ples. Jaz se velikokrat izogibam, ker jih je veliko alergičnih na sodobni ples in sem začela raje uporabljati termin plesna umetnost, torej da nismo zavezani neki kao plesni tehnik ali čimorkoli, kar si pač ljudje predstavlja podobnost, ampak raje govorim o plesu kot umetnih samostojni umetniški zvrsti. Mislim, da to ne. Da si bi lahko veliko pomagali, ne. Zdaj pa kulturni domovi, veliko krajev ima kulturne domove, ampak tudi recimo, ko pripravljamo območne revije, jaz pač dam tem lokalnim organizatorjem nekaj navodil, ne, in to so pač ti osnovni, ne, da je pač plesni pot, ki ga nimajo, ker si ga potem morajo sposojati. Torej, kulturni domovi obstajajo, ne, jih je veliko, tako si rekel Goran, samo so pa zelo slabo opremljene. Vse osnovna ozvočenja, ker so zelo slaba, velikokrat tudi
velikost odra ni primerna, recimo zvočno, tako da malo je res odrov, ki bi pa lahko recimo rekli, ja, to so pa odri, na katerih bi brez problemov šli in tam predstavljali profesionalno predstavljali. Torej ni, mislim, prostori so zelo bogi, no, nekaj je zelo ograjenih, ampak velik je pa, da tudi te naše območne plesne revije včasih potekajo zelo slabi pogoji. Ampak nekako imamo osnovno zahtevo plesni pot, ozvočenje, neka minimalna velikost odra, pa par lučk. Eno se mi imamo se pa recimo tudi veliko slovenskih mest malo gledališča, ki imajo profesionalno opremljene odre, pa bi mogoče bil eden izmed ciljev, da pa vsaj toliko odpremo program na 2 ali 3 leti pridemo na odre. Malce priključeno, tisto ptujsko gledališče že, je že za ples zelo neprimerno. Potem je verjetno recimo bolj neka srednješolska dvorana. Ja. Se mi smo enkrat govorili, pristopili v ptujskemu gledališču in direktor je blazno nezainteresiran, da se bilo za kakšno predstavljanje. To ni odra, prvi kontakt, da bi še kaj organizirali. Ja, to gre za programsko vodenje. Se zato se mi zdi, da bi lažje tu prišli, ker območno plesno revijo ima vsak kraj. In če bi jih v tem smislu razširjali, je pa res, da je zelo pomembno in to se mi zdi, ko smo iskali dober primer dobre prakse za en dokument, ki se pripravlja v sodelovanju Ministrstva za šolstvo in Ministrstva za kulturo, da je bil dober primer ta festival Dogajanje, eden redkih primerov dobre prakse, sploh sodelovanja, ker je zelo pomembno pač publiko izobraževati. In jaz dejansko bi se kar bala, recimo, kiro predstavo, zdaj pa lahko od Gigance poslali na en tak teren brez kakršnih priprav, kot to počnejo na festivalu Dogajanje. Da kar, mislim, pač, da je treba to, ne vem, na en način bolj tudi strateško premisliti, kam katere predstave poslati, da ne bo kje včasih kontraučinek. Ker pač seveda ne primero podajati z nekimi mogoče bolj širši publiki namenjeni stvari. No, ampak je rok prepovedu jamrati, ne? Ne, mislim, da so to ni jamranje. Se učim. Ne. Jaz sem dodala, da ja, seveda, načeloma je zelo težko upraviti neke programske politike teatrov, je pa zato v naših aktivnostih tudi sklop vendarle enega pritiska na odločevalce. Zdaj, velikrat se pogovarjamo tudi znotraj Ljubljane, kot so javne institucije pripravljene na sodelovanje in se mi zdi, da večina dobrih praks izhaja iz nekih osebnih okoliščin in afinitet. Torej, če je direktor javnega zavoda programsko odprt, tam so super sodelovanja, tam, kjer jih ni, jih pač niso slabo, ampak jih sploh ni. Ampak vseeno pa se nam zdi, da bi mogoče morali obstajati neki javni mehanizmi, ki bi spodbujali to sodelovanje. Ne v smislu direktive, ampak vendarle najbolj obstajajo neke spodbude javnim zavodom, ki bi vendarle tudi stimulirali k temu, da se ne počutijo, da imajo obloženo programsko politiko, da se pa vendar počutijo nekako stimulirani k temu, da povabijo kako sodobno plesno predstavo, v skladu s svojo programsko politiko in estetsko začrtanostjo. Pa še odgovor na dogajanje. Tam se mi zdi, to je ravno vzorčen primer tega, da se izkaže, da obstajajo seveda bolj in manj komunikativne predstave, v tem kontekstu primerne za mogoče določene segmente publike, ampak ravno to je primer tega, da se skoraj vsako predstavo da predstaviti občinstvu, če se vloži nek napor v kontekstualizacijo in pripravo. Sem mislila, brez tega bolj ne gre, to sem mislila reči, da je nujno potrebno še to sporediti. Mislim, da večkrat, da se mi še sprožati ta pač misel, ne vem, koliko poznate Plesna zveza, to je obstaja v Sloveniji, to je izredno močna organizacija in ki dira praktično vse šole in šole so prepričane, da imajo pač, oni imajo zdaj itak plesne, oni druga ne rabijo, Ker pa Plesna zveza počne, da poznate? No, v bistvu vse šole pleše na isto koreografijo, na isto glasbo. Kristina,
razmišljam pač jaz, ki se tudi moram skozi nekako primerjati z njimi, pa mogoče boriti proti njim, uporajajo neke podobne strategije, kot jih imajo sami. Namreč oni pošljajo na šole dopis, kjer je pač ples sociološko, psihološko, za vse na vseh nivojih razvoja izredno pomembno in potem seznam svojih učiteljev, trenerjev, ki so se naučili te koreografije na enem velikem seminarju, skoraj mogoče malo se tu karikiram, in potem te šole pač vzamejo te plesalce, učitelje in oni grejo na šole, služijo veliko denarja in se to počne. Mogoče je možnost v tem, da so dobri ples prodarjeno maturanske ples. Jaz sem to dosegla. Ja? Ja. Ampak svojo včera namenjeno. Zato, ker je ni hotla plesa četvrta. Ker ti pa plesal, pa če boš maturanski plesal. Ne četvrta, pa ne bom. Ok, to je še to tako, boš pa se bom. Evo, primer dobro prakse. Ja. Jaz sem samo en opomno. Tudi občine so povezane na mrežo, samo ministrstvo je dalo nek, da tudi mogoče primerne sogovorniki. Ne, jaz mislim, da je enkrat, bolj in je super, da se to zdi. In mislim, da se treba treba pa vzeti tudi vse baze za muzeje, ki so tudi bile za nekaj raziskave. Mreže za mobilnost, V bistvu se mi zdi, da vse skupaj zbrati. Tole se mi zdi debes. Samo mogoče, da bi treba več gledati, a veš, da tole je, ko se mogoče res začetnike prikazga. Mislim, da se, jaz se spomnim, da smo je, ko smo to predlagali na ministrstvu, da bi se uvedlo abonman sodobno. Oni nam pomagajo, tudi ministrstvo, da podremo te gledališče Novo mesto in se Novo mesto Marca, da se v bistvu oni zavežejo, da vzemajo recimo 2 neodvisni plesni predstavi na leto v svoj abonman. In to rečemo, da je abonman neodvisni. Ampak pa se moramo razpredni odločiti, kako bi to kjera počela, kako naprej. A veš, da je lahko povedal, da je bilo pa deloma to, se mi zdi, da bi treba na več povolj se skratiti. Meni se zdi, da osebni primer bom povedala, meni se zdi projekt zelo težek, pa se strinjam s tem, da je nepovezljiva situacija, ampak imam 2 osebna primera, ki sta mene pripričala, da se v Sloveniji da narediti stvari. Prvi je bil decembrske miniaturke, ki so bile v Kibanici pred Kibanico, ki so zelo nedavne, to so ljudje, otroci stari 17 let. Drugi primer je recimo tudi eden izmed teh projektov, za katerega sem govoril, da se ne more spremeniti Borštnikov srečanje, pa se ne spremeniti. In se mi zdi, da to sta 2 taka primera, ko ti na osebni ravni lahko date neko prepričanje, da če kdo hoče, mogoče ne more čisto doseči tega, kar se je zamislil, da nekaj pa veliko pa tako. Seveda, jaz mislim, da je absolutno možno. In se je tudi odprlo s plesno predstavo. In se je tudi otvorilo s plesno predstavo. Ne vem, a ti mogoče veš, kako funkcionira nizozemska mreža? Ker jaz vem, da v bistvu Nizozemci so začeli zmatrani, ker morajo vsaki vas igrati. Ampak to so zavezani, da morajo in to, ne? To je ena podobna organizacija, kot je SKD, medtem sam odnos sem tam slišala, ampak je ena bistvena razlika je, da oni imajo zaposlene, recimo profesionalne predstavce koreografe, ki so zaposleni v službi in morajo iti v razstavo 20. Povsod igrajo. Če ne dobijo toliko finančne pomoči. Mislim, to prav že en
v bistvu cela Flandrija skupaj Belgija. Belgija in Flandrija je že del Francije in cela Nizozemska ima zelo dobro mrežo, kako je vzpostavljeno infrastrukturo in prometno in gledališko. To pomeni, da dejansko ti greš za nizozemski cikl na vlak, ki priješ v center mesta in si čez 15 minut v teatru, da ti živiš v enem mestu, da delaš na drugem in igraš vsak teden lahko v drugem mestu. To je, skratka, več nivojih, ampak to spet ne pomeni, da čeprav nimamo osvetljeničnega narediti, kar bi glavi v Kranje, pa celje, pa res ni več tak problem. Je problem. En poskus, sicer zaenkrat, če ne uspešen, ampak vsaj malo dobre vode smo vsem pokazali, začeli smo ravno pri Kranju. Spet smo v Bunkerju dali samo inicijativo, ki pa nismo uspeli še realizirati, ampak je, ko smo rekli, bomo probali nekaj na prostovoljni bazi narediti najprej, da vidimo, če se sploh da. In smo pravzaprav idejo, da ravno pa povezati in občino in en teater, skratka, da bi se na večjih nivojih, pa zbrali smo njih par sodobnih predstav, kot si gledaliških ali pa plesnih, ki bi bili pripravljeni investirati iz svojega postprodukcijskega keša, pravzaprav odigrati predstave še nekaj drugega. Ta pripravljenost je sicer bila, da zmenili smo se, da bomo začeli z bolj komunikativnimi predstavami, se pravi, da ne bomo takoj kontraproduktivno, ampak v bistvu je res, da če nimaš, mislim, ostali samo pri lepih željah, ker pravzaprav vse ne rabiš malo keša, da vsaj neke potne stroške plačaš, ampak neka pripravljenost ljudi je, ko si želijo, da ni res, da se ne da nič narediti. Še drugo mogoče, ko smo se pregovarjali o mentorjih, no in če ti nekaj mogoče povedati o tem projektu, ki ga je prvne svodila Katarina Slukan, ki se pa prišlo pa za povezovanje. Se mi je tudi zelo zanimiv, so pa je pravzaprav kako pripeljati sodobno umetnost v kurikulume osnovnih šol. In bil pač nekaj ministrstva za šolstvo, v katerega se je po naši iniciativi prijavila šola iz Sevnice in smo povezali pravzaprav 8 šol med sabo in nekaj NGO-jev, filmskih, ampak začeli se dejansko pri vzgajanju teh mentorjev. To je tista prva in ključna točka, da otroci sploh ne, mislim, publika ni samo posebno hvala problem. Problem je pravzaprav tisti, ki pripelje nekoga do publike. Če ima tisti zelo veliko predsotkov, potem težko pravzaprav karkoli narediš. In smo jih v bistvu, nismo jih tudi stvari, ki smo jih naprej nem pripeljali, recimo iz vseh teh osnovnih šol iz cele Slovenije, ko so prišli avtobusi in gledali beton, tam so na mislim, da so gledali Persepolis, skratka ne enostavne predstave, ne a priori najbolj komunikativne, ampak je treba veliko pogovorov, tudi stvari okrog tega, se pravi, publika vzgajaš tudi vsem nekaj okrog nje, ne reš ne samo tudi okrog nekaj eventa, se pravi, so nekaj pogovorov, stroci, feedback in tako naprej. Da je veliko tega po mojem potrebno, da se pa ne takoj obupati, ker je problem, recimo, Vreče za mobilnost, ki je bila krasna iniciativa Barbara Novakovič, je bila nažalost, ker so hitro obupali, ker je bilo zelo malo publike, ker je bilo 50 ljudi. In treba spet se najprej vzgojiti partnerje, da partner ti pomaga. Tukaj je izobraževanje tega nekega menedžmenta, se mi zdi, da je res tudi dosti ključno. Se mi zdi, da to, kar slišam, se mi zdi, da je zelo fajn zastavljeno. Skoraj težko, ki se kaj dotakati, v bistvu zgleda, da se misli. Jaz mogoče samo primer na Švedskem, ki ste vi delujeli, sem bil na Švedskem, pa sem nam razložili. V bistvu pač Švedska je bila taka zelo dolga država, pač mislim, očitno na severu ni interesa, da bi preprosto igralci, pa pisalci nimajo interesa, da bi tam nekako živeli, bi rekel, da imeli neke stalne ansamble po teatri. Imajo ta sistem, da imajo v Štokholmu, bi rekel, fabriko teatra pa plesa, Riks teatr in nekaj v bistvu na obrobu švedske severnjosti. No, v glavnem, pač to je ena taka ogromna hiša, polna studio, pa Kulberg balet in tudi tam ima svoje prostore. In pač te predstave tam nastajajo in vozijo po švedski, a ste živeli. Ja, oni so kompletno združeni samo za postprodukcijo v bistvu.
Ta rekstratka, ne? Ja. Natančno to. Ne vem, zdaj smo slišali, v bistvu en koreograf, mlajši koreograf je imel naročeno narediti eno sodobno plesno predstavo za otroka, on imel naprej pač zredenih 50 ponovitev pogodbi. Pač, to je pač, ja. Ja, tako. Jaz poznam eno mlado slovensko predstavo, ki je šla, tu ne vem, ali Švedsko, tam je šla v plesne skupine, so naredili predstavo. Mlajša skupina, eno konstrukt, mislim, eno so jih naučili za mlad, pod njim izkušnja in so se pač naučili od Bačeva, kaj je zdaj koreografijo. In potem je rekel, da so njim 80 ponovitev, so se z avtobusom, z plesnim podom in z lučnim parkom vozili od šole do šole in imeli posod te predstave. To je tako nizozemska iniciativa, da je mobilno gledališče s celo infrastrukturo. Mislim, da je njihov center za njim ide v Anhalni, gre v ta čistikrat, ravno po Balkanu se tudi dosti deli, da se tam zato imeli mobilno paštekarijo. Zakaj, da imaš teatr, ki pride dejansko v vsako vas, če nimaš, to je tudi ena izmed pomoči, neko lahkotnejše Latinski teatr je v 80 letih imel te variante, da so dejansko nastopili povsod. In ja, na tak način se je publika vzgaja. Mi smo gledali vse v šolah, ko ne predstavili. V bistvu najbolj se tako publika vzgaja. Veš, Škotska recimo je svoj nacionalni dramski teater vzpostavila šele pred 6-7 leti. Drugače Škoti niso imeli nacionalnega teatra in so se odločili, da ne bodo imeli ne hiše, ne registracije, niti ansambla. Izdelali ne programirali bodo v sezono in potem bodo selili od vseh možnih večjih mest v manjših zasedkov v Evropo. Njihov nacionalni teatr je bil popolno vzgled. To je to ena izmed predlogov za to inštitucijo sodobnega plesa. Absolutno se mi zdi, to se mi zdi še najlepše. Ne, ravno ne, več valjno plesa. Ali pa je včeraj je drugač kazak sicer. Ja, to lahko razgleda. Ne, sem tukaj malo skeči, politika hoče dubitove, ker ono ta način se lahko drugač pokaže. To nam je res ravno to. No, ne vem. Jaz sem hotela reči prej, lahko na hitro ne vem, kaj je omenila Flamska, Holandija, Belgija skupine. Če je mogoče lahko tudi malo sedaj razmišljati mreža, ne? Ma sej lahko res. Zdaj se pač na več nivojih se ta mreža razvija, ne? Na tistem bazičnem, izobraževalnem, otroškem, publika, potem na nekem, recimo, bo eno tako srednjo publiko pritegnila, pa vsem in prinesla sodobni ples ali pa sodobno plesno umetnost, a ne, da širše njega zadeve. Potem pa spet ta nivo, ki je pa res profesionalni. Ne. V tem smislu sem razmislila, če se bi mogoče pa le malo čez meje še premaknili. Ne. So pač recimo že centri Graz, Zagreb, Filah, Trst, recimo, ki niso daleč, ker v bistvu tako rekoč so še vsi nekako neko na pol slovensko področje, ne, da se jih priključi, ne, da recimo zainteresirane centre, ki pa že tudi v bistvu na ta način razmišljajo, da se jih priključi, no, da če to ni v nasprotju zdaj z financiranjem, ki samo znotraj meja Slovenije. Včer je Walter Hahn, kanskar, ki je prišel do mene, rekel, vedi, da te postavljeno verjetno v Sloveniji, jaz sem dobil nalog, da pa ne vem, ništa po Avstriji, zdaj vas kaj reči. Da od nas je stata tema bilo v Slovenijo Avstrija, da prišljamo to mene nekako, smo razširali to vreme. Tako da bo prečil ne 20 ponovitev, ampak 50 očitno, da bo še Avstrija. Ja, zdaj, ki si izgleda, če jih bo 5, bomo Avstrija so presne. Ne, jaz vas pogovarjala, ne? Ampak glavno to je sistem, hokejska zveza ima tako, ne? Sočno, Avstrija in Slovenija so tukaj. No, v mestu pa je tako malo boljše. Pa ni poskrbeti, da ne bo sam jesenici pa pobili.
Jaz mislim, da je osnovno problem, če potem tako rečete, institucionalizacija sodobnega plesa. Jaz mislim, da je to zavajajoč izvršen pojem, ker na ta način prej ali slej eni mislijo, da bodo imeli svojo. Sam to ne govorimo mi, ampak to govori Ministrstvo za kulturo. To govori Ministrstvo za kulturo. Ja, ok, ampak to je v bistvu iz scene same, ne? Scene same. Ne, se ni. Tudi v nacionalni programi. Ja, v bistvu neka težnja je pa v bistvu po nekem sodobnem plesnem centru. Mislim, da je Uršula Cetinski tak je bila v komisiji, ki je delala nacionalni kulturni program, da to pač na ne vem, kjero stran, tam 80. glavnem, in pol v bistvu iz nacionalnega kulturnega programa je dejansko direktno pač ta terminologija programa na podlagi. In to je pa v bistvu, kako bi temu rekel, kolikor jaz sem, Mojca Janzoran je to pograba iz NPK-ja in rekla, evo, tole je zaveza, komisijo je treba narediti in to narediti. Jaz mislim, da sama ideja sploh ni problematična. Problematično je njeno pojmovanje, zato ker lahko spodbuja napačno usmeritev. Jaz bi recimo veliko raje želela izraz profesionalizacija sodobnega plesa ali pa plesne umetnosti, zato ker za to gre, ker doslej vse, kar se dogaja samo šapavanje nekaj entuzijastov, ki so pač hoteli stvari, ki so se razvile absolutno v ljubiteljskem prostoru, ker je med njim izdal prostor, zato da so se lahko na nek način pomestile in pa potem treba preseči, ne treba to preseči, to se tudi danes na tej razpravi ni. Torej, kaj pomeni potem ta profesionalizacija? Pomeni pa več rešitev in ne eno samo. Jaz popolnoma pomeni v bistvu vzpostavitev neko piramido, ki ima na vrh na to profesionalizacijo. In kot iz te piramide, ki se seveda začne absolutno se strinjam v ljubiteljski kulturi, moramo potem iti v vrh. Na tem vrhu sta pa vendarle dve točki, ne samo ena. Se pravi, ena je ta točka, kjer gre za neko tudi množičnost, profesionalno množičnost, zato ker brez temelja te piramide nimaš tudi vrhunca. To drugo so pa potem res teh nekaj, ki jih je zelo razumel koreografov, predvsem, ali pa plesalcev, ki pa hoče vzpostaviti vrh z svojimi kompanji. In zdaj prihaja pač, ko se govori o socializaciji, do tega prerivanja med tem profesionalnim širšim temeljem, mrežo in tako naprej, in potem tistimi, ki bi pa hoteli imeti zares profilirati svojo institucijo. In tudi to v Sloveniji, če hočemo sodobni ples profesionalizirati, tudi to rabimo. Sicer mislim, da do prerivanja prihaja do prerivanja, po moje oceni včerajšnje debate, prihaja na točki, kjer, ko je ministrstvo pokazalo jasno namero, oziroma ni več namere, ko zdaj se bo zgodil, po odmeri nekega konstantnega denarja in po zavezi, da se tudi formalizira neka struktura, ki bo zastopala sodobni ples, se zdaj postavljajo, so pa različne vizije, tudi same scene, kako se to narediti in kaj rabimo. Torej, obstajajo tisti, ki so pripričani, da profesionalizacija oziroma institucionalizacija pomeni ansambl, nekim umetničkim vodstvom. Mislim, pač neki ljudje, ki plešejo in ki turajo in delajo predstave. Obstaja pa tudi, že danes smo videli, par drugih modelov, kaj bi naj bil ta servis, ki ga bo ta institucija zagotavljala. Ampak te stvari se ne izključujeta. Jaz hočem to reči, da ti v bistvu se dopolnjujeta in da rabiš vse to, da bi lahko profesionaliziral sceno. To je moj poudarek. Moj prvi, drugi moj poudarek je ta, da jaz zelo se trudim videti gibanico in to mrežo kot nadaljevanje asociacije. Ker sem jaz zares outsider, nikomor nisem zavezana, kar pa opazam, je pa to izključevanje in to nekako vaša nesposobnost, da bi se med sabo povezali in enotno, pravzaprav na nek način pokazali, kako tehtate in kakšna je vaša specifična teža, se v bistvu stvari razvijajo. In jaz osebno sem zelo trudila videti ta projekt kot nadaljevanje tizga, ki prejšnji leti dobil sredstva in upam, da bo to na koncu šlo tako. Zakaj? Zato, ker za nobeno, recimo,
v sistem 2 leti čist premalo. In zares se bodo te stvari v bistvu kontinuirano in povezano postavljati, da se bodo potem v določen čas uspele na nek način legitimirati ali legalizirati tudi sistem. Te asociacije, mislim, tle načeloma mi ne vidimo nobenega radikalnega preduma, zato ker asociacija je, gibanje je del asociacije in tudi del zaposlitev, ki so v okviru tega projekta, je pripadal asociaciji. Torej, asociacija dejansko v sodelovanju z nami izvaja ene izmed aktivnosti, ki se pa osredotočajo predvsem na osnovno poslanstvo asociacije, torej dajanje zakonodajnih pobud, urejanje širšega statusa sodobne umetnosti oziroma nevladnih organizacij. Tako da, mislim, kar se nas tiče, vidimo tle kontinuiteto. Mogoče, jaz bi samo eno pripombo dal na to, v bistvu na te teze, kako se praktično ne znamo povezati, ne moramo povezati po to. In v bistvu tako vsi smo neki zafrustrirani pač zaradi tega. Ampak mogoče, mislim, to jaz že skozi neko tvem, ampak pač pol človeka stvari vržejo pač na tla, ki se pač zgodijo razne kregerije. V bistvu tak enotnost, bi rekel, neke scene, pa to navadno pripada v obdobju, ko je število akterjev pa tendenc zelo omejeno, oziroma razmeroma malo. In to je navadno možno v teh, bi rekel, nekih obdobjih, kjer se zadeve še začenjajo, kjer ljudje delijo skupen entuzijazm, grejo pač v neke skupne stvari, oziroma imajo neke podobne tendence. V bistvu, jaz mislim, da je to, da se recimo na sodobni plesni sceni v enih zadevah ni možno poenotiti, pravzaprav dokazuje o tem, da je zadeva še do te mere velika, da obstaja pravzaprav bolj kot mnoštvo, ni pa pravzaprav možno več rekel, ne gre več za neko singularno stvar. V bistvu so zadeve že razmeroma sprofilirane, imajo svoje lastne zgodbe in tako v bistvu se mi zdi, da je včasih treba pogledati stvar tudi z tega vidika. Da mogoče delamo krivico samemu kontekstu, v katerem delujemo, ker pa hočemo sprejeti na skupni imenovalec večkrat in se mi zdi, da mogoče to mnoštvo različnih vidikov dokazuje, da je zadeva še dosti več, kakor se mi hočemo predstavljati, da hočemo narediti. Mogoče bi bilo vsem dobro tudi malo grupirati, ker celotna mreža in vseh teh, mislim, da bo težko mogoče, da si bomo dali nekako bolj realne cilje in reči, dajmo se odločiti za nekih 5, ne malo regija, kakorkoli že, in nek temen center, ne hrana, rešenje, pobedina še une okrog, ne vem, in da mogoče se malo več nekje v tej smeri, potem vsaj 3, 4, 5 malo solidnejših partnerjev, ki pa ne,
po sistemu, ne vem, tega, kako se reče, regratove lučke, še naprej znotraj svojih tehnik jih pa dal usmerja. Mogoče bi bilo to bolj realno in bolj izvedljivo. Se brez skrbi. Ja, to se razmišljamo o tem. Ker se ne bi, ker ta maping, recimo to mapiranje celotno, se mi zdi po mojih izkušnjah mreženja, recimo ravno, ki sem imel v DBM, smo se literarnine, je super mapirati, ampak to dela končno, vi delate to, ministrstvo dela to, vse to že nekje pač obstaja in je taka pas, v katero se, ne, mi smo delali za Balkan mapiranje, ampak kaj pa s tem mapiranjem narediš? Imaš mapping, imaš, ne vem, vidiš, kam se nekaj z ministrstvom, tega mapiranja v bistvu zelo veliko. V bistvu je bolj po mojem važno se skoncentrirati na tisto, ki so bili dejansko strateški partnerji, ki dejansko so že, da je kritična masa teh strateških partnerjev to pomoče, da lahko stvar sestavo vred nekam naprej borine. Hkrati pa ugotoviti, kje so tisti okrog tega, ki je pa treba dati nekaj do 50 bezmi, se pravi, mogoče jih pa to lahko nekdo, ne vem, Bunka sigurno lahko to vzame v tečaj, recimo znotraj, ker delamo festival, ne vem, vsak vzame še nekoga, bo jih nekako skupaj se izobrazil, recimo, če teh sposobnosti z tega supporta ni. Pa ne pozabiti na tehnični support, ker je eden izmed ključnih. Mapping steni, ampak ok, to je samo prvi level, drugi level je v bistvu mapping. Veliko energije gre za to, kako je metažudirana situacija. To je fajn mapping, tako stvar pa mapping ljudi, ki imajo organizacije, ki hoče kaj narediti. In to je ta v bistvu, to je lahko mreža. Zamišljamo ljudi, ki hoče kaj narediti. Pa fajn je tudi kaj obstaja v smislu stene. Kaj hočemo, že je težko sami vse pokriti, zato je bilo dobro nekaj vsake regije mogoče težkega in ga v tem naprej, če delegiraš v bistvu tudi delo pol naprej, rajš nujmo daš nekaj daljše kote naprej in ga s tem tako že popolnomočiš neče, ker je, ne si spet sam sediš na celi sceni in pa si sam tebe čekal, da še nekaj se ostale novine. To je v bistvu principijo sekundare. Mislim, težko je tudi stvari ne... Mi imamo te regijske koordinatorje, ki koordinirajo te izpostave znotraj ene regije. Ampak je tudi zanimivo, čisto mimo grede, te izpostave so financirane tudi iz teh lokalnih občin. Tako da v bistvu veliko kulturnih sredstev finančnih dobivajo izpostave. Slabše so financirane od Ministrstva za kulturo kot od lokalnih sredstev. Tako da v bistvu, vsekakor je ena vez, ti ljudje tam so vez z občino. Oni v bistvu dobivajo denar od občine za kulturo. Mogoče dejansko pa na te občine tudi malo praviti nekaj pogovore, ne vem. Pravite Uroš, ki je bil, ker je malo posluh, imaš ne, na Celju je tudi ne. Mogoče so neki ljudje, ne? Mislim, da se čas iztekne, ne prič Ukrajina se je oblast. Ukrajina se je prič lokalna oblast malo zamenjala, tako da z Urošem Gorenčanom ne vemo, da bo še ostalo z držajo. Ali ne, pa tudi neke ideje, ki so bile, po mojem osebnem mnenju, zelo dobre, realizirati skozi njegov delovanje v zadnjih 4 letih, ki so bile realizirane tudi vprašanje, če bolj. Problemi so pa taki, da ni često. Ampak rečeno pa v bistvu ta program, ki smo se ga mislili, obsega to, obsega neke vrste posvetov, kamor bi aktivno skušali uplesti ljudi iz občine. K nekim zavezam. Skratka, neko mrežo z občinami in v bistvu prek partnerjev. Gremo na nekaj več strani občin, ki so lokalno komunicirali stanovanje, ker ne gre zdaj samo za predstave same, ki bodo festivale in je dobro za njih, ampak seveda gre za oživljanje nekaj lokalne publike, nekega tega sodobno-tehničnega življenja, vsake lokalne okolje, ki se to sentira v ta lokalna razlika, bolj pomembno je te režnje. Na eno stran ne smemo pozabiti. Ne govorimo samo, mislim, tole tudi ne govorimo samo, da bomo iz Ljubljane izvažali stvari v kol, pač da bodo stvari prišli tudi v Ljubljano. Kar pomeni, da tisti, ki imamo plac, smo tudi nekako bomo v Ljubljani partnerje rabi, pač za to, da bodo pač lahko, da bo presno nekdo manj bolj več svojo produkcijo pokazali tudi v Ljubljani, ker to pač ni njih praksa in je neverjetno, pač kak smo slabo, pač informerni na svojo za javnost.
Recimo zanimivo je, da so čisto vseh 14 predstav iz Ljubljane, ne? Ampak če se pa že pogovarjamo o nekih regijskih pripadnosti, ne, je pa zanimivo, da slovenska scena vendarle je pokazala kanček odprtosti, ker je nekako inkorporirala tudi kar eno število tujcev. Ne. Ko mi pogledamo kolofone, ne, teh predstav, je scena dosti odprta. Ne. Recimo Milan Tomaž ima predstavo na Divanici, Mala Kina ima izjemno mednarodno ekipo, Matija Ferlin, potem recimo iz prejšnjih let Magdalena Rajter. Tako da to se mi zdi pa ena taka pozitivna moment te scene. Ne? Tega pritoka bi bilo fajn med če več. Ja. Lahko je samo soglasna teh lokalnih povezav. Jaz sem delala res pregled, kako je strukturna administracija na lokalni ravni. In ta kulturna administracija je zelo uboga. Našli boste samo v večjih mestih, drugače so tako ali svetniki v teh občinskih svetih ali pa župan posebno. To smo, ko smo gradili sistem ljudske kulture, smo zato takrat rekli 500 ljudi, v teh 58 ali 53 pomočnih izpostavah je 100 ljudi zaposlenih. In teh 100 ljudi pravzaprav predstavlja najmočnejši administrativni suport kulturi v Sloveniji, ki po mojega je treba uporabiti širše in ne samo za ljubiteljsko kulturo. Zato so se te območne izpostave organizirane tudi, oziroma začele delovati tudi kot nekakšna vrsta kulturna administracija občin in jim delati tiste stvari, za katere niso imele svojih ljudi. Tako da jaz mislim, da se morate predvsem povezati zares z območnimi izpostavami, ki so to glavni kulturni administratorji, ki jih lahko vključite v te vaše ambicije. Vse potrebno moram pohvaliti, recimo Ljubljana ima pač oddelek za kulturo, večina občin ima pa oddelek za družbene dejavnosti. To je tudi človeka za kulturo. Potem pa je že konec oddelkov. Pa tudi te treba reči, to se govori, da bo vse evropske probleme, ki so bili administracije, če to so slabo. Ker doskrat se administracija počuti zato, ker ima to možnost nekega razrezanja denarja, se počuti vse mogočne in vse močne, v bistvu po glavnem zelo neizbogačeno. Zelo slabo pozna tokove neke in bazo in neke mednarodne dogovore. Kako to, mislim, da ne pridemo spet tega, da ima tvoja scena delati zakonodaje, ne vse skupaj za druge ljudi. Tako da, mislim, tega dosti poražnih reči. Dajmo skupaj, mislim, če hočemo stvari naprej skupaj s premaknico, moramo vsi nosno mislim, da so prišli. Če ni več kakih bolečih vprašanj, veš počas zaključila, jaz vam vsem zahvaljujem. Mislim, da bomo še nekaj časa veliko,